ta trn je treba počasi ven vleči, pa vmes boli. Vidimo, da je medgeneracijski prenos nekaj nezavednega. Ene stvari pri isti starosti se ponovijo med generacijami. Prvi izjemno pomemben korak je, da se sploh zavedamo, da mi predajamo ene vsebine na naše otroke. Vsa čustva nosimo mi v svojem telesu, torej še predno mi začutimo oziroma rečemo, aha, jaz čutim jezo zdaj, jo čutimo najprej v telesu. Živijo, Luka. Zdravo, Urška. In dobrodošli najni gledalci, cenjene gledalke v novi epizodi. Za vas sva danes pripravila temo na medgeneracijski prenos, kaj je to taka pač strokovna vsebina. Pa dajva najprej pač razložiti, kaj to je medgeneracijski prenos, Urška, pa zakaj nama to pomembno, pa konec koncev, zakaj sva si to zbrala za temo danes. Ja, v bistvu to je ena tema, ki ljudem vzbuja veliko enih občutkov. Od enega nepoznavanja, kaj je to, kaj bi bilo to, ali je to nekaj problematičnega, nekaj težkega, nekaj nerazumljivega. Ampak potem, ko govorimo o tem medgeneracijskem prenosu, potem si rečejo, ampak je mogoče samo ta termin tisti, ki mogoče zbuja nek strah pred nekim nepoznavanjem. Ampak midva bova danes govorila o medgeneracijskem prenosu travme. Ali? Travme ali kakršnih koli drugih vsebin. Kakršnih koli drugih vsebin. Ok, kaj to je? Pa deva kar en primer, da bojo lahko najni gledalci razumeli, pa da pač tudi nama malo razčistiva te pojme. Tako. In se poglobimo v to. Ok, se pravi, pridejo starši na recimo primer, na terapijo zaradi hčerke, ki v 8. razredu naenkrat postala popolnoma izolirana in osamljena in se umika vsem. In noben ne more priti ji blizu in jo starši sprašujejo in jo v šoli sprašujejo in ona se enostavno zaprla se je. In potem mislijo, da bo minil, in kar ne mine. Kot da je to ena faza samo. Kot da je faza, ampak ni. In potem je 9. razred in potem gremo v srednjo šolo in kar še vztraja tako stanje. In normalno starše skrbi in želijo pomagati svojih hčeri in pridejo recimo k nam in rečejo, ne vemo, kaj se je zgodilo, nič ne pove, nekaj se je mogel, prej je bila toliko odprta, zdaj kar naenkrat ni. In pol vprašamo tam starše, kako ste pa vi bili, ko ste bili toliko stari. In reče tam oče, jaz sem imel nekaj podobnega, jo malo razumem o teh stvarih. Reče, koliko ste bili pa vi stari, ko ste to začeli? Ja, glihta, mene 13-14 let. Ista zgodba, se rekel, kaj se je pa prvo zgodilo? In pove, da je takrat bil zelo zavrnjen, pa izdan strani enih prijateljev, doma so bile, cele kolobocije, čist se osamljenega počutil, noben se ni mogel zaupati, noben se tudi ni zanimal za njega in se je umaknil en tak svoj svet. In je rekel, prav ene take svoje fantazije. Rekel, koliko časa pa to prvo strajal, gospod? Ja, do ene drugega letnika srednje šole. Kaj se je pa pol zgodil? Pa sem pa začel nekaj trenirati, pa sem se najdel v enih zadevah in se je to razrešil. Evo, in zdaj vaša hči, po istih stopinjah, iste zadeve, sploh ni nujno, da se je karkoli zgodil, odigrava ene vsebine. Odigrava, mi to rečemo. Ampak nosi v sebi. Nosi njegove stvari. In to je najbolj naravna stvar, ki se dogaja vsem ljudem, dragi gledalci, poslušalci, poslušalke. To z Urško oba omenjava in na najnih terapijah in v bistvu v splošni javnost, glas v splošno javnost eno rada dajeva, da se to povsod dogaja. In to je človeška stvar. Medgeneracijski prenos je to. Medgeneracijski prenos. In iz tega primera, ki si ga dal, lahko vidimo, da je medgeneracijski prenos nekaj nezavednega. Torej, ne zavedamo se oziroma ne delujemo v teh stvarih z enim razumom, ampak popolnoma nezavedno psihološko. Torej, ne zavedamo se tega, ponavadi pa gre za neke čustvene stiske. Čustvene stiske, lahko tudi fizične. Ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Mi radi rečemo, da je to res prav telesna vsebina, organska. Organska, ampak se je, čustva so del telesa. Torej, vsa čustva nosimo mi v svojem telesu,
Torej, še predno mi začutimo, oziroma rečemo, aha, jaz čutim jezo zdaj, jo čutimo najprej v telesu, potem gre to v razum. Potem rečemo, aha, jezna sem ali pa žalostna sem in tako naprej. Torej, ko rečeš, to je telesni odziv, ja, točno to. Telesni odziv, čustveni odziv, v bistvu prepleteno eno z drugim. In je to globoko vpisan v naše nezavedno, še sami niti ne pomislimo, recimo ta primer, kako ta oče pri teh hčeri niti kapnil mu ni, da bi to lahko bilo nekaj njegovega, ne? Ker ne pomisliš. Misliš, da se je nekaj zgodilo s tvojim otrokom, in mu skušaš pomagati na vsak način in obrniti. Je pa res toliko organsko, pa deva se malo spustiti, pa ne, da se bo res poglobila v neko nevroznanost. Čeprav je cela znanost za tem, to je stvar, ki se jo mi učimo na študiju, ki raziskujemo, pa tudi v okviru najnih doktorskih nalog. To je pač znanstveno potrjena zadeva, medgeneracijski prenos. Mal bi se dotaknil te organske plati. Dejva, čist malo. Okay, čist malo. Kaj se v ozadju tega dogaja? Mogoče tako za eno psihoedukacijo, koliko je pomembna amigdala, ta organ, ki ga imamo za, da se telo odzove za nevarnost. To je center za strah, lahko rečemo. Torej, amigdala je enako center za strah. Torej, kakršnekoli situacije, ki imajo aspekt strahu, prebudi ta amigdala. In intenzivneje kot je, bolj se to opiše v organsko strukturo. Intenzivneje občutki, kot so. Bolj se opiše organsko strukturo. In pol mi to nosimo v sebi in mi gremo naprej z našim življenjem in čisto pozabimo, da so te stvari še v nas. Primer, lahko dam en primer na to, da bomo tako probali, tako čisto stopensko. Kaj bi bil primer tega? Naprimer, kot otroci, daj me popravi, pa malo korigiraj, če bom jaz slučajno malo zašla, ker mi včasih možgani prehitevajo. Primer tega bi bil, recimo, da smo kot otroci velikokrat poslušali prepire staršev. In smo kot otroci, recimo, v sosednji sobi doživljali en strah. Torej, starša se prepirata, jaz kot otrok začutim strah in sem v strahu. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ne vem, kaj bo, eden starš naredil drugemu, kako se bo ta zadeva končala in tako naprej. In če imamo enega otroka, ki je recimo, celo otroštvo ali pa najstništvo živel v takih konfliktnih situacijah, okoljih, bomo rekli, da se je ta strah zelo močno vpisal v otrokovo amigdalo. Kako se to potem kaže v odraslem življenju tega otroka? Torej, ta otrok odraste, gre v partnerski odnosi, najde partnerja, partnerko in normalno v vsakem partnerskem odnosu prihaja do konfliktov. In potem bo ta partner ali pa partnerka povzdignil glas v partnerskem konfliktu. In kaj se bo tej osebi zgodilo? Lahko otrpne. Tako kot je takrat otrpnila, ko je bila otrok. Torej, to pomeni, da z ene podobne stvari, ki se nam dogajajo potem v življenju, ki spominjajo rahlo na tisto neko primarno vzdušje, nas amigdala dejansko vrne v to stanje in dejansko prebudi te občutke v nas. Bi se strinjal? Ja. Nimaš izbire. Se ne strinjamo. To vse stvari, zelo si lepo opisala in to so vse stvari, ki so potrjene in so nam jasne. Ja, na tak način delujejo naši možgani in koliko je kle pomembno razumeti samo biologijo za tem, kako mi delujemo. Ja. In da te stvari, ki se opišejo v nas, koliko so vztrajne. Zelo trdovratne. Izjemno. To ne moramo vam potegniti, lahko, ampak se tako matramo znebiti tega, ampak v to se bo še pol kasneje spustila, ampak z te biološke zadeve, to bi najbolj rekel, koliko je amigdala pomembna, koliko je pomembno naš organski odziv, to, da je on bil v strahu takrat in kako se to pol prenese naprej. Medgeneracijski prenos. Prav da bi primer dojenčka. Ko pride dojenček na svet, čist nebogljen, mi odrasli, mi si znamo pomagati, znamo se umiriti.
Znamo, ko smo pod stresom nekaj narediti. Dojenček ne more tega narediti. Je popolnoma odvisen od nas, je popolnoma prepuščen svetu oziroma staršem oziroma mami. In ko je v stiski in ko mu je težko, je na starših, je na mami, da ga pomiri. In on se oglasi na nas, recimo na mamo se oglasi. S tem, da mama pride, da je mirna, da kljub temu, da otrok vrešči in da mu je težko, ona ga pomiri, s tem pa to ljudje prav naravno delamo. Tega se ne rabimo učiti. Ne rabimo se učiti. To je program naravni. Tako. Pomirjeni, da v glavnem se ob naši toplini, našemu miru, se potem tudi otrok pomiri in ga pomirimo, ker se oglasi na nas. In na isti način se on oglasi na naše druge zadeve, bolj boleče stvari. Recimo pri tem primeru, ki si ga dala. Ta par ima potem enkrat otroka, mama se na očeta zadere in ta otrok se zakrč, samo zato, ker vidi očeta, kako se zakrč. Pa lahko da otroku sploh ni hodil. In koliko je kle ta pomemben, pa ne da greva ne vem koliko podrobnosti, ampak to zrcalno živčevje. Zrcalni nevroni. Zrcalni nevroni, Zrcalni nevroni, kako otrok zazna drugega in ga potem preslika te občutke nase in potem se notranje pomiri. Recimo primer dojenčka. Mama je umirjena, je topla, je mirna in otrok se bo oglasil na to s pomočjo zrcalnih nevronov. Zdaj, če greva še pa mogoče en korak mal nazaj, zelo dobro si rekel, ko se dojenček rodi. Zelo veliko stvari se že pa dogaja, ko se še dojenček ni rodil, oziroma ko je še v trebuščku. Recimo, če je mama v enem konstantnem stresu, pa bomo zdaj rekli, ne vem, če se spomnimo generacije naših staršev ali pa starih staršev, ki so živeli recimo v času vojne, ko je bilo to čisto, recimo nek tak kolektivni stres. Torej, vojna kot kolektivni stres. In recimo, da je ena ženska bila v tistem času noseča in se je bala za sebe, za svojega partnerja, ali bojo preživeli ali ne, kako bojo preživeli, ali bo, ne vem, dovolj hrane, ne bo dovolj hrane. To je res preživetje iz dneva v dan. Tako. Ne to, strah me je sestankam, ne vem, šefom ali karkoli, ne ta stres, ampak res stiske. Stiske in vsakodnevne. Zelo dolgotrajno mora biti. Dolgotrajno. In v bistvu vse tisto, kar mama čuti v svojem telesu, ko je noseča, ko nosi otroka, čuti tudi otrok. Tako da, če se recimo pri mami konstantno izloča ta stresni hormon, kortizol, bo avtomatično tudi otrok lahko posrkal del tega. In bo otrok že predno pride na svet, že mal zalit, bomo rekli, z enim kortizolom. Imel več predispozicij za to. Dejansko govorimo o spremembi dednega zapisa, kako to vpliva. In me spomne to na primer na Finskem, mislim, da je bilo na Finskem. To vem, da smo brali tudi na faksu, da je bila neko obdobje lakote je bilo. In generacija otrok, ki se je rodila, takrat, ko je bila lakota, ker tudi mame nosečnice niso dobile dosti hrane, je bila manjša in vsi so bili manjši. In potem je bilo obdobje obilja in dovolj hrane in ta generacija, ki so fizično manjši bili, so imeli še zmer manjše potomce. In oni so imeli še zmer manjše potomce naprej. In v bistvu se nikoli ni spremenil, kljub temu, da je bilo več obilja, je bil ta dedni zapis spremenjen zaradi pomanjkanja. Ampak to so res ekstremne razmere. Ampak sem mogoče, da na ta način za občutek, da predstaviva našo biološko naravo. To je v bistvu epigenetika, ne? Sprememba. Genskega zapisa. Tako. Ja. Ok. Kako zdaj to povežemo na naš ta medgeneracijski prenos? Zdaj se predstavlja, se mi zdi, ta biološki vidik, kako gre z generacijo v generacijo. Zdaj pa bi se mogoče dotaknil. Ok, kaj s tem? Kaj zdaj s tem zavedanjem? Zdaj recimo to imamo. Okay. Kaj ne? Jaz bom rekla, najbolj pomembno od vsega tega je prav zavedanje. Če se mi zavemo enih stvari, ki jih delamo
imamo takrat možnost, da mi nekaj s tem naredimo, oziroma da mi to spremenimo. Brez zavedanja mi ne moramo delati sprememb. Tako da to je osnova. Prvi izjemno pomemben korak je, da se sploh zavedamo, da mi predajamo ene vsebine na naše otroke. Absolutno. Kar itak starši vejo. Ja. Še eno zavedanje, da v resnici smo tudi mi v svojih starših marsikaj posrkali. Recimo velikokrat slišim mame na terapiji, recimo, ko rečejo, delala sem vse, da ne bom tako kot moja mama. In kaj se mi je zgodilo? Isto, identično. Prav ena klientka je enkrat rekla, ko sem rekla otroku eno določeno stvar, sem v mislih slišala svojo mamo. To je mogoče najboljši primer, da se lahko res eni poslušatelji povežejo s tem. Ja. Jaz bom drugačen, potem pa slišijo iste besede, ki pridejo ven. Ampak to zato, ker ste tako bili naučeni, ker je tako organsko v vas zapisan in to enostavno takrat vam pride. To je to, kar smo rekli, da je trdovratno v vas upisano in da potem možgani to zasledujejo. Ja, to se zdi normalno. In to je utečena pot. Jaz temu rečem ena tirnica, ki je zelo utečena in točno vemo, kje je kaj. In če se vrnem na to, bi rekla, da je najbolj pomembno, da se vsak človek pri sebi zaveda, kaj daje naprej, kako se odziva in tako naprej. Ker ko vidimo, kako se odzivamo in kaj damo naprej z enim zavedanjem, potem lahko vidimo, tole mi je všeč, da jaz dam naprej svojemu otroku, tole mi pa ni všeč in to mi že pri meni, ko sem jaz bila otrok, ni bilo všeč, da sem to dobila od staršev. In če imamo eno zavedanje, lahko rečemo stop. Jaz tega ne želim dajati naprej. Ampak pomembno je, da vemo, da to se ne bo zgodilo čez noč. Ravno zaradi te trdovratnosti, ko praviš. Ta trn je treba počas ven vleči. Pa me izboli. Ja, zelo in krvavi. Če damo prispodobo, Jaz se prav spomnim, en tak dober primer je, koliko je pomembno to zavedanje, pa koliko starši že ogromno vedo. Spomnim enega očeta, ki je rekel, kaj, jaz sem pač parkrat sem klofnil, svojega sina takrat, ker si je res zaslužil. In to je to. Pač mene so pretepali po dolgem in počez. Jaz sem plav hodil v šolo. Takrat kdo rekel, kaj mojim staršem? Noben. Zdaj pa pač jaz kle sedim pred vami, pa me vi kle sprašujete, kdo je pa meni pomagal? In si mislim, svaka čast. Vi ste že naredili en sprememb. Vsaj ne pretepate svojega otroka, svoje otroke, po dolgem in počez in da plavi hodijo v šolo. Še pa ostaja en ta del, da ta pač vzgib, pride do klofut in vseh teh stvari. In on se je zavedal, da nikoli noče svojim otrokom tazga trpljenja povzročati, kot ga je sam imel. In naredil spremembo. Ampak ostaja pa nekaj. Takrat, pa so si res zaslužili, sem pa res pač nisem mogel pomagati in se to sploh ni hudo, ker sem že tako toliko naredil. In si mislim, vse pohvale Gospodu, da je uspel že toliko narediti. Gremo zdaj še korak dlje. Če je lahko en korak, je lahko potem tudi drugi korak. Tako. Jaz bi rekla, večkrat se pa, ne vem, vsaj jaz v svoji praksi, sem se pa večkrat soočala z tem komentarjem, ne vem, jaz sem bil deležna, pa bila deležna fizičnega nasilja, ampak vse sem si zaslužila. Pa vse sem si zaslužila, še bolj bi me mogli. Še ne vem, še kako batino zraven. Še premalo sem jih dobil. Še premalo sem jih dobil. Kaj pa to? Kako pa se to razloži? Na krivdo. Na krivdo, ja. Pa odgovornost. Pa otrok je bil odgovoren za to, da sem jaz zdaj tebe udaril, mi ni všeč, ampak sem te mogel, zato ker je dobro to zate. Ja. Ampak da ne skrenemo preveč, bi prav izpostavil, da 100 let traja, da generacije z medgeneracijskim prenosom razčistijo neke travme za nazaj. Sprav, kjerkoli je vojna, ko postane mir, traja 100 let, da lahko generacijo razrešijo vse grozote in travme, ki so se zgodile v času vojne. In mi smo še zmeraj v tem času, ker razrešujemo stvari iz druge svetovne vojne. Okay. To v bistvu je tudi to, ko rečemo, da travme se prenašajo v 5 generacij. Tako. Od 3 do 5 generacij naprej, če se nič ne dela
na teh travmah, torej na razčiščevanju, na zdravljenju, na zavedanju, na delanju. Pošlo je z generacijo v generacijo in se mi zdi, glih ta primer tega očeta je en tak zelo dober primer. Koliko je on imel enega nasilja, pa koga manj daje na svojega otroka. In koliko ta otrok, upajmo, pa sploh ne bo dajal naprej na svoje otroke, ko bo enkrat odrasel. Mogoče eno vprašanje, ki mi je zdaj se pojavilo. Misliš, da je zelo pomembno pa ključno, da starši preden, ne vem, bi se odločili za otroke, malo pogledali te svoje vzorce? Misliš, da bi to bilo dobrodošlo? Vedno. Mislim, predno bi se odločili. Gre se za ozaveščanje, koliko oni sebe poznajo, koliko poznajo svoje vsebine, v čem so se oni našli. Prav na redu bi z njimi ta genogram. To za ta izraz, ki ga mogoče ne poznate. Genogram je, da se nariše družinsko drevo. Podobno družinskemu drevesu, samo da je bolj terapevtske narave, kamor opisujemo pol, kakšni so bili odnosi, kaj vse se je tam dogajalo. Tako zelo zanimivo. Klienti zelo radi vidijo svoj genogram, pa mogoče tudi prvič vidijo svojo družino na en tak način. In z genogramom si mi terapevti potem pomagamo. Pomagamo nam in našim klientom lahko pri razumevanju te celotne slike in kaj vse je šlo iz generacije v generacijo in zakaj se mogoče odzovejo na tak način, kot se, ker lahko da sploh ni njihova vsebina. In tukaj recimo klienti mogoče prvič vidijo ta medgeneracijski prenos, ko si omenil. Zato ker ima konkretno je narisan. Tako. Mi je govorijo o tem, pa je tako lahko malo abstraktno. Ampak družinsko drevo si predstavljate. In recimo, da bi rekli, ne vem, moje družinsko drevo in ne vem, potem nad mano sta oče in mama in recimo pri, ne vem, enem od staršev bi se napisalo, ne vem, recimo alkoholik oziroma alkoholizem v družini. In potem od teh mojih staršev se vije še naprej, torej njegovi starši in njeni starši, torej od moje mame, in mogoče bi pri mojemu detku se napisalo po očetovi strani, spet alkoholizem, pa recimo po mamini strani, in potem vidimo, kako ene stvari dejansko grejo po generacijah. Lahko se včasih zgodi, da pridejo ene stvari, ko ugotovimo samo po ženski liniji. Recimo, to se meni na terapiji večkrat zgodilo, da opazimo, torej vaša babica je imela to, pa vaša mama je imela to in zdaj vi pri sebi opažate ene stvari. Torej neke stvari po ženski liniji, primer. S tem, da to so tok nore vsebine, ki si prav človek reče, mislim, kaj, kakšna naključja, ali sam moški, ali sam ženske, ali poskusi samomora, zasvojenosti, samopoškodovanje, karkoli. Pa s tem, da ne gre sam za ožjo družino, tudi za širšo. Bratranc je imel tudi depresijo. Pa on je imel tudi partnerko, ki je pila. Pa bratranc tudi, pa v bistvu jaz tudi. Mislim, noro. Ali pa da so, te so mi fascinantne, da so recimo vse ženske v družini so zgubile moške. Vsi so umrli. Vsi v prometni nesreči. 3 generacije, en za drugimi. Noro. Take stvari, ki se ti zdi, to bi prav objavil, ne od klientov, ne vedno robe razumeti, ampak tako eno tako zbirko teh stvari. Teh tragedij. Se mi zdi, to smo zelo dobro imeli na faksu, predstavljen. Pa Kennedy, pa vse, ki so res veliko generacij nazaj. In res lahko spremljamo, kako so se te travme tam razreševale, ustvarjale in kako je družina skupaj reševala to. Pa ta medgeneracijski prenos. Veš, kaj je še po meni fascinantno? Vse sva že danes omenila. Starost. Ene stvari pri istih starosti se ponovijo med generacijami. To je prav fascinantno. Ali pa recimo plus minus 1 leto. Ne vem, mama je bila stara 23, ko je, ne vem, splavila, potem je pa zanosila z mano in potem, ne vem, jaz pri 23, klientka recimo pri 23, ista izkušnja splava, naprimer. In prav fascinantne so te stvari, koliko natančne so stvari. Ampak zdaj, mogoče
če greva korak naprej, zakaj pa pride do teh prenosov med generacijami? Kaj bi se zgodilo, če recimo ena generacija to prekine in reče, ok, ne, zdaj pa ne. Kaj rabi narediti ena generacija, da prekine ta medgeneracijski prenos? Se mi zdi, če se obrnem lahko na tega očeta, ne, Ja. je prav to, želim biti boljši, kot so bili moji starši, pa vem, koliko je bilo meni takrat hudo in želim, da je mojim otrokom bolje. Je vedno ena taka, v bistvu bom tako rekel, ljubezen. Ja. A ne? Najprej do otrok. sebe. Ja, Najprej do sebe. ampak tudi, ne vem, če bi v njegovem primeru rekel do sebe, on je bolj videl do svojih otrok. Ampak ja, s tem je tudi neki sebdov, a ne? Nekaj Ki drugačnega. njih ni tako pretepil, ki je vedel, da so bolj varni, kot je recimo on bil varen v svojem otroštvu. Kaj je bilo vprašanje? Kaj mora generacija narediti? Kaj mora generacija a narediti? ne? Ja. Ali pa, Se mi zdi to, kar sva dobro začela. Ne? ja, Zavedanje, zavedanje. Ja. Zavedanje? Ja. Pa da narišete genogram. Ja, to družinsko drevo svoje. Družinsko Ne? drevo, Pa to je malo toliko pogledate. A pomembno. ne? Ja. A ne? Jaz sem rekel za našo slovensko kulturo zelo veliko, koliko je bilo kaj alkoholizma. Ja, ogromen. Tukaj se mi zdi, da sploh kot da ni družine, ali pa zelo redko. Pa zdaj mogoče delam komu krivico, ne hote, ne? Ampak koliko je res ta alkohol normalen v teh naših družinah pa generacijah? Zdaj, če pogledaš, ne vedno karičemo, pol pridemo do tega, dedek ja, dedek mislim, da je imel malo problem z alkoholom. Vedno pridemo do tega. In smo kar že navajeni. Ampak pa jaz se tudi malo vprašam, pa kakšni časi so bili takrat in vse to, kaj je bilo vse takrat normalizirano, ker družba se spreminja. Seveda. Jaz si rad upam reči na glas, da verjamem, da se celi, pa da se razvija, pa da se raste, pa da včasih gremo iz enega ekstrema v drugega, ampak da načeloma gremo po eni taki zdravi poti. Tudi v povezavi z medgeneracijskim prenosom. Ja. Ker se tudi, samo za en intermezzo, se tudi, bomo rekli, te zasvojenosti, alkohol, to so ti obrambni mehanizmi, ene stvari, ki nas v neki situaciji zaščitijo, oziroma malo varujejo pred nekimi stvarmi. Ne? V bistvu smo res v eni dobi luksuza. Ja, to je res. Mislim, vsaj z vidika tega, koliko so generacije prej mogle res preživeti. No. Ja. Sploh, če pomisliš na vojno in vse to. Ja, to se sploh ne moramo primerjati. Sva lahko le pametna. Midva še živela nisva, v tistem času, zdaj pa pametujeva tu. Včasih je bil alkohol, mislim, verjamem, če je bila vojna. Ja, seveda. Ja, kako pa bi, veliko ljudi ne bi preživelo, če bi bili skozi v stiku s temi čutenji, ki tako, so... Evo, luksus, da smo v stiku s čutenji. To imamo. Ja, lahko je to luksus, ampak po drugi strani je pa lahko to zelo naporna stvar. Biti skozi v stiku z čutenji, si predstavljaš? Ne. Malo se hecava, pa malo se zašla, ampak recimo prva stvar je res to zavedanje. Zavedanje, tako. Zavedanje, poznavanje svoje družinske dinamike, kolikor gre, eni vejo nekaj malega o starih starših in se jim tam konča in tudi to je včasih čisto dovolj. Ampak več kot veste, bolje je, bolj kot ste opremljeni z informacijami, bolje. Tako. Kaj pa pol? Ja, jaz bi rekla selekcija. Kaj je dobro? Kaj sem jaz prinesla, pa podedovala ali pa, ne vem, odnesla s sabo te družine? Kaj je dobrega? Ker ni vse slabo. Ne, ne. Ne vem, a mi je všeč, na kakšen način je mene mama potolažila, pocartala, stisnila. Ja, mi je všeč. A želim to dati naprej svojim otrokom? Je seveda. Ker vem, da je fajn, da je prijetno in tak naprej. Se prav ti bi rekla en razmislek o teh zadevah, kjer so težje, pa ne koristne, pa kjer so v bistvu prijetne, pa jih želimo dati naprej. Tako, čisto, ne vem. Zdaj, če gremo tako pluse, minuse pogledati. Mogoče res je iz vidika, ker ni črno-belo. Ne. Sploh ne. Pa vem, da mi tukaj tako včasih govoriva, travme grejo naprej. Travme se zelo močno vpišajo v našo psihoorgansko strukturo.
ampak se grejo tudi vse lepe stvari. In nočva tega oduzeti nobenemu. Tako smo navajeni mi malo govoriti, ker smo bolj fokusirani na teh stvari, da zacelimo ljudi in da jim pomagamo. Ampak ja, to se mi zdi, da je pomembno izpostaviti. Ja. Koliko enih teh dobrih zadev, ki so tudi šle z generacijami naprej in tudi te stvari ozavestiti in izpostaviti. Recimo, ne vem, en primer, ali mi je meni v redu, da odnesem to naprej, ne vem, da me je oče naučil, kaj pomeni spoštovati denar, trdo delati, si sam denar zaslužiti. Ja, sej kot otrokom mi to ni bilo fajn. Pa bi raje šel žurat, pa bi se imel fajn s prijatelji, pa bi raje spal do 12, ampak ne, pač oče je tam rekel, lej, moraš vedeti, kaj pomeni, da boš cenil denar, da boš cenil to, kaj delaš, kaj zaslužiš, da ti bo lažje v življenju. Ok, bomo rekli, a je to v redu, za dati naprej. Ja, mogoče s kako korekcijo je čisto ok. V bistvu super. Tako, ni mi bilo prijetno, ni to neka, zdaj, ne vem, če bi vprašali enega najstnika, 14 let starega, bi mogoče rekli, ok, ne, ampak v resnici pa nič ni slabega za življenje. Tako kot veliko krat opazimo odrasli ali pa splošno ljudje opažate, koliko enih stvari je bilo mučnih, ko smo bili mlajši, pa v bistvu smo lahko hvaležni našim staršem, da so ustrajali z nami. Absolutno. Vsako soboto se sed, brisati, zrihtati hišo, vsakeč, ko je nekdo prišel, vse pomivati, korito pomivati, ne vem kaj vse. V bistvu je pa zdaj ena hvaležnost. Da nam je to zdaj pač normalno in avtomatsko in ni zdaj noben big deal, ko ne vem, rečemo, jo bomo malo počistili stanovanje. Ja, pač ok, bomo. V redu, pač naredimo in gremo za svojim nekim življenjem interesi naprej. Če greva na ta primer, s katerim smo danes začela, recimo te punce in njenega očeta in kako je ona bila osamljena in vse to. Ok, ozavestimo to pri starših. Kaj pa zdaj? Kako se pomaga otroku? Ali pa kako se, ne samo otroku, pa kako se pomaga recimo staršem? Kako razrešiti to stvar? Naslovili smo. Kaj pa pol? Ok, dejva najprej tako, komu zdaj najprej pomagati. Zdaj, če vzameva ta primer, ki si ga ti izpostavil, torej, da se je hčera začela malo umikati vase, izolirati in tako naprej. Komu zdaj bi želeli najprej pomagati? Želimo hčeri pomagati. Hčeri pomagati, ok. Pa koliko je pot naša, veliko krat, da pomagamo otroku, da gremo prek staršev? Okay. Torej, jaz bi razmišljala mogoče tako v smeri, kako starše opolnomočiti, da bojo lahko to hčero razumeli. Torej, da starši pridejo tako, kot je bil ta primer, da je oče v bistvu pri sebi videl, meni se je nekaj podobnega dogajalo, ker v bistvu starša sta tista, ki bosta otroku najbolj lahko pomagala. Točno to. Meni se veliko krat zgodi, da dobim otroke na terapijo, pa najstnike na terapijo, pa rečejo starši, dajte malo poštimati. In jaz rečem, ne bi raje vi prišli na par srečanj. Torej, starši lahko za svoje otroke največ naredijo, ko je otrok v stiski. Koliko? Mogoče ni najbolj, ampak ne, se strinjam, pa bi klej mogoče dodal, koliko je pomembno, da ta oče lahko začuti. Ker njega niso začutili, niso mu znali pomagati in on ni znal svoji hčeri pomagati. On je bil sam v tem in ona isto sama v tem. Pa ni, mislim, je staršema težko, zato so tudi prišli. Neki so naredili. Nori starši. Neki so naredili, seveda. Kako dobri starši. Ja. Zadržati, najti stik, pa mogoče tam res zaceliti kako rano pri njemu. In se pa nekaj sprosti in kar lažje potem pride v odnos in lahko pomaga in je lahko tam in tako naprej. A je to preveč abstraktno? Ne, ni abstraktno, ker v bistvu to vse dogaja. In ljudje, ki imajo izkušnjo s terapijo, bojo vedeli, da točno o teh pravih stvarih govoriš. Zdaj, če imava to družino in je v bistvu en oče začutil eno stisko, da so sploh prišli na terapijo. To je že prva stvar. Torej, začutiti, mi dva z ženo ne veva, če bova znala, dajmo poiskati pomoč ali pa nek support, da naj jo naučijo. Kako pa naj mi dva znava. In potem eno zavedanje pri očetu, torej, tudi meni se je zgodilo in se mi zdi najbolj pomembno vprašanje, ki potem lahko starše premakne.
kaj ste, gospod, vi takrat rabo? Kaj bi vi takrat rabo, da bi vaš oče lahko naredil? Najpogostejši odgovor je, ne vem. Ja, Ja, ker res ne vejo, ne? ja. Sploh. In tle se treba pol poglobiti. Ja. Pa najti ta odgovor, Tako, pa ustrajati. Tako, Ja, pa če tako. bi vedeli. Če bi vedeli, ja. Pa če zdaj razmislite, ne vem, kaj bi bilo tista stvar. In pol vedno rečejo pravo zadevo. Vedno rečejo pravo zadevo. A ne? Da bi To razumeli. je tak dober primer, da so vedno vsi odgovori v njih. Vedno. Mi sam pomagamo za strukturo, mi pomagamo s sočutjem, z odnosom in tako naprej, no, z nekim znanjem, ki ga imamo, Ja. ampak oni naredijo vse. Vse naredijo. A ne? Sej, vedno rečemo, vsi odgovori so v ljudeh, tako kot si rekel. Vsi vejo, kaj rabijo narediti. Pa mogoče rabijo neko potrditev ali pa neko usmeritev, kako zdaj priti do naslednjih točk. Tako da ja, zdaj, če se vrnemo na ta primer, te družine, torej delo za starši. A ne? In tako kot si lepo rekel, ko starši začnejo malo zaveščati to svojo stisko, katero izraža tudi otrok, se nekako samo od sebe začne tudi pri otroku nekaj pomirjati. Zato, ker se on organsko pomiri. Tako. In ni več te njegove drže, zakrčenosti, Ki jo čuti otrok. ki jo čuti otrok. Bravo. In nezavedno vidi od ton govora, kakšen je, pogled, kam gre, telesna govorica, kakšna je, a ne, čist se oglasijo na starša in ga čutijo, in zato so pa oni takrat zakrčeni. Ja. In ko se nekaj v staršu sprosti, potem se sprosti tudi otroku. In koliko on da tudi nekaj sebi s tem. A ne? Zelo veliko. Pač prav otrok v njem se pomiri, ko on lahko pomiri svojega otroka. Ja. Torej, rezultat. Malo egoistično. Ja, ampak a ne, rezultat tega je dve muhi na en mah. Ne? Ja. Torej, dve osebi v tej družini sta nekaj dosegli, a ne? Sta mogoče osebnostno zrasli, sta dobili en drug uvid, drugačen uvid, a ne? Neko novo spoznanje. Wow. Medgeneracijski prenos ni obsodba, ampak je eno tako povabilo k sočutju in razumevanju. A ne? Prav to. Ker spomnim se, kako imajo ene družine prav tako občutek, da so prekleti. Ja. A ne? Ja. Ker se jim toliko enih hudih stvari dogaja in res včasih kar ne moš verjeti, a ne? Kada prekličejo neko nesrečo nase in a ne, kada so res nesrečni. Tam je zelo pomembno, ne, pogledati, kaj vse se tam dogaja, pa unesti eno tako razumevanje in sočutje. Ja, da prav oni dobijo en uvid, ne, v to celotno družinsko dinamiko. In da ni to oče za sebe, mama za sebe, jaz za sebe, ampak da dejansko, ne, so tukaj eni prenosi vmes, ki se dogajajo na nezavedni ravni in dejansko zelo močno delujejo. In se dogajajo vsem nam. Vsem nam. Čisto normalni. Vsem nam. Vsem nam. Ja, zdaj prav razmišljam o svojem kakem prenosu, oziroma kaj se je na mene preneslo. Prav tako razmišljam, ker zagotovo je zelo veliko enih stvari. Je mogoče včasih kak odklop, a veš, tako mentalni odklop, ko imaš vsega dovolj. Ja, jaz vem, pa ni zdaj to nobena taka skrivnost. Jaz vem, moja mama se je večkrat znala tako malo mentalno odklopiti. Ne vem, ko sem opazovala jo kot najstnica, pa kot otrok, je bilo treba večkrat preveriti, a ti zdaj mene slišiš, ti zdaj mene razumeš. In sem se jaz ujela, da recimo jaz v partnerskem odnosu, ne vem, ko mi je malo težko, jaz bi se kar odklopila, jaz kar lahko gledam, ne vem, v televizijo in sploh ne razmišljam, kaj je tam in ne vem, sploh ne slišim, kaj partner govori in pač kar malo grem. Nedzavestno, vse nezavedno. Vse nezavedno. To tvoje telo naredi že predtem, se ti tega sploh zavedaš. Tako. Organsko se tako odzoveš. Ja, organsko se to odzove in če ne bi raziskovala recimo sebe, pa svojih odzivov, pa svojega delovanja, meni bi to bilo normalno. Pač ja, ko ti gre partner na živce, se odklopiš in to je to. In tako preživiš in funkcioniraš in ne vem, dajaš naprej. Recimo, ne vem, potem pri otrocih, če ti gre otroci na živce, se malo odklopiš, pa ne vem, bojo se že znašli. Pa se še oni odklopajo. Ja, tako.
prav na ta primer bi navezal to, koliko razumevanje medgeneracijskega prenosa nam da tudi eno razumevanje naših staršev. Ja, Se mi zdi ljudje, ne, zelo, vsaj bom govoril iz mojih terapevtskih izkušenj, razumejo svoje starše. Marsikdo. Ampak z enim takšnim dodatnim pogledom, kot je razumevanje tega prav prenosa, ja, tudi oni organsko so tako delovali. Da ni nujno, da je to njihovo bilo strani njihovih staršev. Prav, da so tam zamere, pa skoraj sovražnost do staršev, kaj so nam naredili in vse to. In je v ogromnih primerih so to čisto na mestu tam ene stvari, ki so odgovorni za nas in vse. Ogromkrat pa enostavno so, ne da sam niso znali drugače, organsko so se tako odzvali, ker si tudi njim nekdo to dal. In pol tudi to prinese en tak mir. Ja. In to razumevanje. Ja, jaz velikokrat slišim, se strinjam, kar poveš, je pa en del recimo ljudi, ki reče, ja ne, ampak to je zdaj malo lari-fari. Dajmo razumeti, starši niso zmogli drugače narediti. Zakaj pa jaz lahko drugače razmišljam? In prav pride ena taka jeza. Sekle pa je pol. Ja, odgovorni so pa bili, da bi mogli drugače. In imate vso pravico, da ste jezni. Tako. Tako, neki ti da, to razumevanje. Ne, da bi zaradi tega opravičeval kogarkoli za kakršnakoli dejanja. Ne govoriva o tem, govoriva o razumevanju. O razumevanje, ja. Okay. Dobro. Mislim, da sva dobro zaobjela to temo. Lahko bi jo še predstavljala, pa se poglabljala vse te vidike od nevroznanstvenih do vseh ostalih vsebin, ampak sva omejeni s časom. Tako. Če pa vas ta vsebina še bolj zanima, če bi se še bolj poglabljali v to, dajte napisati v komentar spodaj, kaj je tisto, kar bi vas še zanimalo, na kaj mogoče niste dobili enega odgovora, pa bi si ga želeli dobiti. Dajte napisati spodaj, v komentar. In če vam je bila všeč ta današnja epizoda, ste lepo vabljeni k temu, da všečkate najino vsebino, subscribate, delite z najbližjimi in se potem vidimo ponovno prihodnjič. V naslednji epizodi. Tako. Adijo.